Francozi so res kreativni. Kako učinkovito znajo isti izdelek z novo embalažo spremeniti v nekaj, kar vzbuja povsem nove občutke. No, tega res ne zna vsakdo. V osnovi je namreč Koleos zgolj podaljšani Nissan Qashqai, se pravi povečani Renault Kadjar, torej Renaultova verzija Nissana X-Trail. Ko to omenimo, je marsikdo začuden in že samo zaradi tega dejstva je Renaultjevcem treba podeliti nagrado. In ja, seveda ima novi Renault svoje ime, a v bistvu dokaj neposrečeno, kajti predhodnik z istim imenom je bil v resnici precej nezanimiv, nepraktičen in sploh nepriporočljiv korejski Samsung. Ja, Samsung je tudi ena od Renaultovih znamk avtomobilov. Da se starega Koleosa nihče ne spomni, je v bistvu dobra novica za Renault. Je pa novi Koleos tako pompozen, tako mogočen, tako zelo prestižen, da v hipu pozabiš, da je Renault na področju SUV-jev samo vajenec, ki pa se uči od mojstra Nissana. A vozne lastnosti, še zlasti na slabih podlagah, so v bistvu manj pomembne. Koleosa bodo namreč kupci izbrali zaradi tistih kompetenc, ki jih Renault bolj obvlada kot Nissan. To sta udobje in šarm. V kabini je recimo Koleos mnogo privlačnejši in v vsem bolj ugleden kot recimo X-Trail. V Koleosovi kabini se počutiš približno tako nobel kot v Espasu Iniciale Paris. Udobno se sedi tudi na zadnjih sedežih, Koleos je odlična prestižna direktorska potovalna ladja. Ni pa tudi družinska alternativa, kar bi lahko enostavno bil, če bi recimo dodatne centimetre nadgradili s praktičnostjo, z možnostjo pomikanja zadnje klopi in z namestitvijo dodatnih zložljivih sedežev v prtljažnik, kar je vse bolj običajno tudi pri takšnih velikih terencih. Koleos svojo superiornost pred recimo Kadjarjem kaže tudi z večjim dvolitrskim dizelskim motorjem namesto zgolj 1,6-litrskega. Seveda ne, ker bi to potreboval. Menjalnik pa je sploh največje presenečenje. Gre za Nissanov CVT X-Tronic menjalnik, ki pa je za razliko od vseh drugih tovrstnih brezstopenjskih oziroma neskončno stopenjskih menjalnikov v resnici tak, da se da z njim prav v redu shajati. Ima namreč dobro razvito elektronsko pamet, ki nekako simulira klasično prestavljanje. Kaj lahko se zato pripeti, da morda celo ne boste niti pogruntali, da gre za CVT.